Lep pozdrav iz studia Idrijskih novic. Naša današnja športna gostja je Blanka Kacin, sovoznica v reliju. Lepo pozdravljena. Pozdravljeni. Po statistiki, objavljeni na spletni strani EVRC, spadate med najizkušenejše slovenske sovoznike. Zbrala ste že preko 100 nastopov v svoji karieri. Kako gledate na ta podatek? Pa v bistvu nisem nekakšen tak tip, da bi kakšna statistika gledala. Ampak nekako gledam na to kot na veliko dobrih izkušenj. Po letu 2008, ko ste prvič sedela v dirkalnem avtomobilu na sovozniškem sedežu, to je bilo pri Juretu Mraku, se je potem nabralo še 101 nastop, se pravi skupaj 102. Kater dosežek v tem obdobju je tisti, na katerega ste najbolj ponosni? Mislim, veliko dosežkov je nekako, ne morem reči, da bi enega izpostavila. No. Je pa tako, udejstvovanje v tujini se pač veliko pripomorejo k temu, do izkušenj, mogoče ERC Irska, tista mi je ostala zelo v spominu, ko je bila težka, pa prvi cenik tukaj zunaj, drugače pa ne morem prav izpostaviti. Ampak, če se povrneva nazaj na tisti prvi nastop, ste si takrat predstavljala, da vas bo reli tako zasvojil, pa da boste nenazadnje tudi tako uspešna sovoznica? Pa niti ne, jaz sem se takrat odločila nekako, da odpiljem kakšen reli, tako je naneslo, pa je pa kar sledilo še eden, pa pač ne moreš nehati. Omenil sem, da ste po statistiki 4. slovenska sovoznica, oziroma med sovozniki na 4. mestu, ampak pri tem mogoče velja omeniti, da sta tako tisti, ki ima največ zbranih sovozniških nastopov, to je Miran Kacin, kot tudi Matej Čar, ki je uvrščen pred vami, tudi sama kdaj poprijela za volan, tudi vas kdaj mikalo, da bi se presedla na levo stran? Pa niti ne, mislim, da zelo rada govorim, pa zelo dobro govorim, tako da je kar vidi tukaj. In kaj je vaša naloga govorjenja, ko ste ga omenila na sami dirki? Moja naloga je, da usmerjam voznika po hitrostnih preizkušnjah. Mu govorimo ovinke, levi, desni, stopnje ovinka, se pravi, je odprta in zaprta ovink, hiter del, počasen del, pa nekako kakšne opombe imamo zraven, pač ali linija ali pa pač kakšne posebnosti. Je pa voznik tisti, ki da napotke, kakšni ne bodo zapiski? Ja, voznik je prvič pač kareva na popis, da navodila, jaz jih zapišem, poleg še enkrat preverva in to je to. Ampak sama hitrostna preizkušnja je že del relija, na sam relij se treba tudi pripraviti in tam ima sovoznik še večjo vlogo. Ja, tukaj pa pač pred relijem nekako dodatni pravilnik je treba prebrati, da pač poveš, kako poteka relij, od same registracije do tehničnih pregledov, popis proge, ker velikokrat je pač to določeno, katere preizkušnje kdaj pač popisujemo in pol se pravi, kdaj štartamo, da se držimo ure. No. Omenila ste nastop na ERC dirki na Irskem. Kako ste sploh vedeli, kje poteka trasa dirke? To pa povemo po roadbooku, kaj ga dobimo pač potna knjiga, se reče temu v slovenščini. In nekako v temu roadbooku, potni knjigi, nas pelje pot, se pravi iz servisa, kjer štartamo, do prve hitrostne preizkušnje, pol skozi hitrostno preizkušnjo, vsa križišča, metre in potem nekako nazaj v servis. No. Zelo pomembno delo sovoznika pa je tudi spremljanje ure. Ja, zelo pomembno, ker pač če si prezgodnik, dobiš, za minuto prezgodnega vhoda v časovno kontrolo, dobiš minuto prebitka časovnega, se pravi na končni čas, če pa zamudiš minuto, si pa 10 sekund oškodovan, tako da je nič ni fajno. Kaj po teh 102 nastopih, kateri so za vami, kaj je bila tista najbolj neprijetna izkušnja, s katero ste se soočila? Ja, eno izmed najbolj neprijetnih, pač tako, da te šokira, je bila tako hujša nesreča predlansko leto na reliju v Ajcu. Pač takrat nekako v trenutku, ko se vse konča, ko ti dobro gre, ko se vse konča, pa pol, ko priješ z avta, ko se začneš šlatati, a je vse v redu s tabo, pa tako naprej, pač je malo šoka. Druga je bila pa tale tudi predlansko leto na INI v Zagrebu, ko nam je pač na prvem shakedownu prišel nasproti v cilju, en avto pač in pri 5 na polno, ko greš, pa zagledaš samo en avto nasproti, ni pač prijetno občutek. Ampak
takih neprijetnih občutkov na dirkah je verjetno precej manj, prevladujejo, verjamem, lepi spomini. Ja, drugače pa predvsem lepi spomini, no, izkušnje, doživetja, veliko poznanstv novih. V svoji dosedanji karieri ste bile sovoznica kar številnim različnim voznikom in tudi voznici. Vsak del, verjamem, ima svoje posebnosti. S kom ste se najbolj ujeli oziroma kje ste najbolj uživala? Mislim, da ne morem prav izpostaviti povsod, nekako se najdeš. Jaz sem zelo tak prilagodljiv človek, tako da povsod mi je bilo lepo, no. Ne morem za enega izpostaviti. Ste pa te mednarodne nastope začeli pa v največji meri z Asjo Zupanc, s katero ste takrat tvorili tudi zelo hitro žensko slovensko tekmovalno ekipo. Ja, začeli so z Asjo, vzeli so mi Tropo pokal, ki se je vozil v Avstriji, Nemčiji, Italiji pa Sloveniji. Bile so tudi prva slovenska, prva ženska posadka, ki sva leta 2011 osvojili ta pokal. Sicer pa lahko rečemo, da v vaši družini je kar veliko časa namenjeno dirkanju. Tudi vaš partner Blaž aktivno nastopa, včasih v kartingu, sedaj pa v reliju. Se kaj pogovarjate doma oziroma je kaj do slabe volje, če je kdaj kdo uspešnejši ali se spodbujata? Pa v bistvu se spodbujava, so si pa zelo velika kritika tudi. Pa tudi, bi rekel, sin je tudi zelo v tem, tako da tudi on že pove svoje mnenje. In na čigavo stran se raje postavi sin? Na Darkotova. Zelo velik navijač Darko Peljhana je, tako da ni na najni strani. Lepo slišati, Darko Peljhan je nazadnje ena največjih legend slovenskega relija. Ste kdaj razmišljala, da bi z Blažem mogoče skupaj odpeljala? Ne. Bila sem edina enkrat na testu pri njemu, pa so v bistvu že v kjermu ovinku malo ven zletela, tako da nimam kakšna huda zaupanja. Pa ne, da mu ne zaupam kot šoferju, ampak nekako pač se moraš drugače ujeti, no, ni fajn. Kaj pa je tista stvar pri dirkanju, katera vas najbolj pritegne? To je pa težko razložiti. Ne vem, tista energija, ki se dogaja v avtu, sama tista sposobnost, kako si sposoben prilagajanju pri velikih hitrostih, ko se pač kakšne neprijetne situacije zgodijo, pa pač moraš hitro odreagirati. Sama, ne vem, povezanost ekipe, vsi gledalci, v bistvu so to taka doživetja, da se pač ne da opisati. Omenila ste gledalce, ampak kot sovoznica, koliko imate sploh možnosti spremljati, kaj se dogaja izven avtomobila? Včasih sem imela malo več, zdaj pa R5 avto je pa to malo težko, tudi v bistvu ven ne vidim, kar vidim ven stransko šipo, pa tudi tako vse prehitro se odvija, da bi človek se ubadal z okolico, no. Ampak je pa fino, ko priješ v servise, zdaj lansko leto je bilo bolj čudno leto, drugače pa, ko priješ v servise, vsa ta množica, ko vidiš pač, da tudi oni živijo s tem, je res fajn. Imate v reliju še kakšno skrito željo, ki še ni bila realizirana? Pa v bistvu niti ne. Mislim, da pač že tako kot ženska, pa tudi v mojih letih nimam več kakšnih hudih možnosti za naprej. Ampak tako, da uživaš iz dirko v dirko, dokler bo to trajalo, to uživancija, mislim, da pač so to cilji. Na kateri dirki pa najbolj uživate? Kjer relij vam je najbolj pri srcu? Doma v Idriji je nekako še zmeri, drugače pa tudi Ajdovšna Pohorica pač zaradi gledalcev. Kakšni so kaj načrti vaju z Rokom v letošnji sezoni? V bistvu načrti, mislim, da so isti Rokovi, moji so pa taki, da bom letos malo pauzirala, tako da je že zamenjava po Roku. Kaj boste torej letos počenjala, se posvetila čemu drugemu? Ricardomu vozičku, tako da. Čestitke in pa Hvala. Čim več užitkov tudi ponovno v tej vlogi in pa da se željo, da se vidimo tudi kje ob trasi kakšnega izmed relijev v Sloveniji. Hvala. Hvala za obisk v našem studiu in pa srečno. Hvala. Vam, spoštovani gledalci, pa hvala za pozornost in povabljeni k ogledu tudi ostalih prispevkov studia Idrijskih novic.